potem ko so kitajski najemniki že pred meseci zagrozili z odhodom iz mariborskega letališča, bodo zdaj grožnjo več kot očitno uresničili. Kitajci iz Edvarda Rusjana namreč odhajajo že s 15. julijem. V Mariboru so bili komaj 2 leti namesto 15, kot veleva najemna pogodba, ki so jo predčasno prekinili. Vem, kaj si v tem trenutku mislite. Maribor ima letališče? Ne samo, da imajo letališče. Kmalu bodo v Mariboru pravili tudi prvi medcelinski let. Žal pa bo samo eden, pa še to za dosedanje najemnike, ki se vračajo na Kitajsko. Čeprav ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek Kitajce obtožuje predčasne prekinitve pogodbe, pa gre pri vsem skupaj mogoče samo za nesporazum. Kitajci so namreč rekli, da bodo odšli v letu prašiča. Niso pa povedali, da je to že letos. Razen, če imajo za odhod kakšen tehtnejši razlog. Kitajci iz Štajerske odhajajo, ker se njihovi načrti o tranzitnem letališču med Azijo in Evropo več kot očitno niso uresničili niti približno. 100 tisoč evrov so za mesec najemnine plačevali, letališče pa je ves čas popolnoma samevalo. To pa razumem. 100 tisoč evrov na mesec za to žalost ni malo. In če mislite, da je žalostno od zunaj, poglejte, kako žalostno izgleda od znotri. Kitajci na letališče očitno niso uspeli privabiti potnikov, čeprav so uvedli tudi plačevanje študentskimi boni, zbiranje štampilk, kjer je 11. let zastonj. Zadostovalo ni niti, da so potniki po uspešnem check-inu dobili brezplačno slivovo vino. Med čakanjem na let pa lahko uživali v instrumentalni verziji pesmi My Heart Will Go On. Po odhodu Kitajcev je upravljanje letališča sedaj prevzela država, natančneje Direkcija za infrastrukturo. Kljub temu pa vse niti še vedno ostajajo v kitajskih rokah. Kitajci so namreč lastniki večine zemljišč v okolici letališča, tudi vseh parkirišč in te dovozne ceste, edine, ki vodi do potniškega terminala. Super. Letališče je zdaj naše, z avtom pa ne moramo do njega. Edina pot na ali izven letališča je torej z letalom. Kar je precej ironično. Potem, ko uredijo dostop, bo država morala najti tudi način, kako mariborsko letališče narediti profitabilno. Najverjetneje ga bojo preuredili v go-kart stezo za vikende, pa oddajali Zali in Gašperju za snemanje videospotov. Še boljšo idejo, kako maksimalno izkoristiti mariborsko letališče, pa so zgleda dobili Ukrajinci. Med carinskim pregledom tovornega letala, ki je iz Ukrajine priletelo na letališče v Maribor, so cariniki odkrili 480 steklenic tekile, ki na trgu v Evropi dosega maloprodajno ceno 150 evrov na steklenico. Slovanski bratje Ukrajinci pač vedo nekaj, kar daljni Kitajci ne. Da se na Štajerskem pogosteje kot po zraku potuje po tleh. S pogonom 4x4, če veste. Da pa ne bomo samo preigravali stereotipov o Štajercih in alkoholu, si poglejmo malce drugačno novico iz Maribora, tokrat o razbijanju stekel. Petardo, ki je konec marca razbila steklo na lokalu mariborskega župana Saša Arsenoviča, sta odvrgla Mariborčana stara 17 in 21 let. Kot kaže, napada nista načrtovala sama, preiskava je pokazala, da sta za to dobila vsak po 300 evrov. Plačana sta bila vsak po 300 evrov. Bruto. Neto veliko manj, ki je šlo prek študentske napotnice. Nikej, honorari tudi v kriminalnem sektorju niso več to, kar so bili. Če delavec Gorenja svojo plačo komaj privošči pralni stroj, ki si ga je sam izdelal, si mladeniča za svojo plačo ne morete privoščiti niti večerje v lokalu, ki ste ga razbila. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!